Kdaj si pa ti začela razmišljati, da bi kaj začela vlagati? Kaj te je v bistvu navdihnilo, da si naredila ta prvi korak v to smer? Je v bistvu predvsem to, da se mi zdi, da lahko naredim nekaj več. Ampak vedno moraš vzeti v zakup neko tveganje, da ne pride čez noč, da se zavedaš, da lahko si izjemno dober, lahko pa pač tudi nisi. In to se mi zdi določeno bistvo, ki ga je treba pač sprejeti, in tako je pri skokih in tudi pri investiranju. Kaj pa te je pritegnilo k tem specifično, da si investirala v kriptovalute? Lepo pozdravljeni v novi epizodi Incrementum podcasta. Moje ime je Nace Ajtnik in danes je z mano v studiu izjemna športnica, svetovna prvakinja in rekorderka v smučarskih skokih, Ema Klinec. Pozdravljena. Živijo. Ema je v svoji karieri dosegla ogromno. Od naslova svetovne prvakinje leta 2021 do zgodovinskega poleta prek 200 metrov, kar jo je postavilo na sam vrh ženskih smučarskih skokov. Danes pa ne bova govorila samo o Emini izvrstni športni karieri, temveč bolj o tematiki, ki jo na našem kanalu pokrivamo. Financah ter seveda kriptovalutah. Ema, še enkrat dobrodošla, hvala za obisk. Hvala tudi vam za povabilo. Pa kar začniva. Finance pa šport se na prvi pogled morda ne zdita najbolj povezana, ne? Kako pogosto pa bi ti rekla, da se v svoji karieri sploh srečaš s financami? Je to velik del tvojega življenja? Razmišljaš sploh kaj o financah ali niti ne? Ja, v bistvu skozi brno. Spomnim se, ko sem bila stara 13-14 let, ko sem zaslužila svoje prve evre za nek rezultat. Bilo je na reviji smučarskih skokov v Mostecu. Ja, v bistvu je tako, da vsi moramo z nečim preživeti in sigurno so tudi finance nek del tega, kar si želim ustvariti. En pomemben del življenja, ne, Ja, seveda. sigurno. Če bi se hotel srečati z njimi ali pa ne. No, super, pa če greva še malo, lih si omenila, ko si bila mlada, v čase, preden si bila še profesionalna športnica, kot otrok oziroma mladostnica, se pravi, kako si dojemala finance, kaj so ti o denarju, varčevanju povedali, kaj starši, učitelji, mogoče trenerji, ti je ostal kaj v spominu? V bistvu, da bi mi starši nekako devali denar direktno na račun, to ne, so pa vedno skrbeli, da sem lahko šla na vse priprave, ki sem jih mogla v bistvu se udeležiti oziroma doseči, da sem lahko bila tako dobra, kakor sem nekako zdaj. Mami je enkrat celo nabirala borovnice, nabrala je 700 evrov. Lepo. In smo šli vsi lahko na priprave. Drugače pa štipendije nekako so bile tisti prvi zaslužek. Tako da OKS, se pravi Olimpijski komite Slovenije, je k temu dosti prispeval, da sem nekako lahko tudi tiste prve Korake naredila, ne, ja, proti karieri. nekaj, ne vem, da pač privarčuješ, pa da se zavedaš, da ti nek dohodek prihaja na račun. Lepo, lepo. Kakšno pa je bilo to finančno okolje, recimo v mladosti, v katerem si odraščala? Ste se veliko pogovarjali o financah, je bila to bolj tabu tema, denar je bolj za varčevanje in na ta način? Ne, v bistvu, mislim, nismo ga imeli veliko, no. Tudi mama je vmes enkrat izgubila zaposlitev, tako da ja, ni bilo enostavno, ampak vedno sem pa imela vse, kar sem rabila za treninge, tako da in z tega vidika sem staršema zelo hvaležna. Sta me pa naučila, da pač je treba biti zadovoljen z majhnim in s tem potem lahko nekako gradiš, da prideš do večjih stvari. Lepo, lepo. Potem sta bila starša velik del tega, da si prišla do... Ja, Kjer si zdaj? mislim, največji del sigurno. Seveda. Lepo, zelo lepo. Pa si takrat še kot mlada športnica razmišljala, kako se da kaj zaslužiti v tej karieri, v tem športu, kjer si se znašla, oziroma je bil to sploh kdaj faktor v tem, ko si se odločila za kariero? Pa, če sem čisto iskrena, jaz niti nisem verjela, da bi pač ženski skok v mojem času kariere prišel do tega nivoja. Zdaj je to že res tako, res. Velika zadeva. Ja, ni več, da bi pač dal smučec gor pa skočil in je treba biti zelo dober stvar, vsak dan dati svoj maksimum in ne vem, jaz sem zelo hvaležna, da gre vse skupaj v to smer, in tudi v bistvu zaradi tega sem pripravljena vztrajati še naprej.
lepo. Potem ni bilo to toliko velika motivacija, ampak si vesela, da si prispela do teh ciljev, kjer si zdaj recimo, ne. Ja, sigurno. Veliko naših poslušalcev, pa tudi mene, zdaj smo že imeli par skakačev na podcastu, ne, zanima, koliko je sploh mogoče, zdaj praviš, da je to že malo večja zadeva, ženski skoki, koliko je mogoče zaslužiti smučarskimi skoki? Je to dovolj, da se samo normalno preživljaš, morda dovolj za bolj udobno življenje, ali to predvsem odvisno od uspeha, nagrad? Če si dober, imaš dovolj. Če si dober, imaš dovolj. Ja, to je zelo enostaven odgovor. Če pa nisi, pa pač je težko, ne, prvo se obadaš s tem, da ti ne gre, drugo pa kako boš preživel. Ampak ja, tudi v ženskih skokih se da preživeti. Čisto lepo. Potem pa, veš kaj me zanima, zato ker smo finančen kanal, vaše nagrade so izplačane v evrih ali v švicarskih frankih? Čisto odvisno od prizorišča. Naprimer, zdaj, ko smo bili v Lillehammerju na Norveškem, sem dobila v frankih. Kar je načeloma boljše. Boljše? Ja. Je boljše, se kaj prilagaja potem glede na menjavo? Ali? Ja, če jih zamenjam, je pol boljše. Je pol boljše. Ja. Ok, super, no me veseli. Pa se te nagrade razlikujejo glede na sponzorje, glede na skakalno zvezo, kakšne druge faktorje? V bistvu v Nemčiji smo bili deležni kar zelo velike podpore. Tudi na Norveškem se zelo borijo za neko enakopravnost. Tako da ja, so določene razlike, ampak glede na pravilnik FIS, se pravi pač Mednarodne smučarske zveze, so v nekih določenih standardih. Aha, super. Torej ni več take razlike, vsaj kot si rekla na Norveškem, med moškimi in ženskami glede zaslužkov? Je to sploh kakšna tematika, v katerem se kaj pogovarjate recimo? Sigurno bi se vsi želeli, da bi se približali moškim, kar je približno 3-krat večji zaslužek. Ampak, kot sem prej rekla, se mi zdi, da je šlo vse skupaj zelo lepo naprej. Sigurno si želim, da bi se pač temu približali, ampak vsaka stvar rabi svoj čas. Definitivno. Poleg podpore Smučarske zveze, imaš ti slučajno kakšne svoje osebne sponzorje, ali so pomembni za tvojo kariero? Definitivno. Se pravi, lansko leto sem začela z Inoterem, ga imam na smuči. To je v bistvu moj glavni sponzor. Potem imam na oblačilih še Sibo, to je Škofja Loke podjetje, kjer je tudi zaposlen brat, tako da je imel nekaj stvari vmes, da sem prišla do tega. Super. Prejšnji sponzor je pa bil Lesni peleti, v bistvu moj sosed, bližnji prijatelj, če se tako reče. In v bistvu on je bil tisti prvi, ki je v meni nekako prepoznal nek potencial in tem stvarem si potem še dodatno hvaležen. Kakšni so pa največji stroški, ki jih prinaša recimo tvoja profesionalna kariera? A je to oprema, mogoče treningi, potovanja, skrb za zdravje, masaže, take zadeve? Jaz zdaj na tem nivoju, ko sem, imam kar pač srečo, da za večino skrbi še vedno zveza. Je pa res, da zelo velikokrat se vprašam, kaj lahko še sama naredim in predvsem denar zapravim oziroma vlagam v neko lastno zdravje, se pravi regeneracijo in pa predvsem masaže. To je tisto, kar dodatno še dam svoj denar. Seveda, to je tudi neke vrste investicija, zelo pomembna, ne, vase v bistvu. Super, veš, kaj me še zanima, Ema, ali se da potem s skakalno kariero, recimo, dokler si aktivna, zaslužiti dovolj, da si nekako dolgoročno finančno varen, ali je pametno, da takrat, ko si še aktiven, upravljaš z denarjem na tak način, da zaslužiš dovolj, da potem ne rabiš recimo iskati službe po koncu kariere? Ja, jaz mislim, da je prvo treba misliti za naprej, se pravi, nikoli ne veš, kaj se ti zgodi. Naprimer, jaz kot pač športnica se lahko hitro že poškodujem, tako da
Mislim, da je bolj pametno nekako gledati dolgoročno in pa da imaš neko finančno varnost. Seveda. Glede zavarovanja, verjetno za poškodbe si kar močno zavarovana? Ali? Ja, sem ja. Zdaj po 2 poškodbah se tega ne izogibam več. Ja, verjamem, ni slabo, ne, če slučajno, pa Bog ne daj pride do tega, ne, da je še vsem ta zavarovanje v zadnji, da se lahko upreš na nekaj v teh časih. Ja, no, ker so pa ravno prišla do tematike investiranja, kdaj si pa ti začela razmišljati, da bi kaj začela vlagati, kaj te je v bistvu navdihnilo, da si naredila ta prvi korak v to smer? Je v bistvu predvsem to, da se mi zdi, da lahko naredim nekaj več. Pač, ko imaš določeno vsoto denarja, se vedno sprašuješ, kje so tisti limiti, do katerih lahko greš. Tako da zdaj sem pač si vzela neko določeno vrsto tveganja, ampak se mi zdi, da na koncu lahko dobim pač veliko več, kakor bi sicer. Tako da ne vem, v bistvu to je bilo 2 leti nazaj. Takrat je bil tudi en moment, ko sem bila precej dobra v svetovnem pokalu in potem v bistvu se nekako potegne to za sabo. Si začela razmišljati bolj, kaj lahko še denar naredi zate, namesto da samo ti delaš za njega. Ne? In pravilno je tako. Kje si pa hranila svoj denar, preden si začela investiranje? Je bilo to na varčevalnem računu, v kakšni nepremičnini mogoče, v nogavici, pod polštrom, kje druge? Ja, v bistvu je bil varčevalni račun, kjer so bili določeni procenti obresti na Gorenjski banki, to lahko povem. Drugače pa, ja, v bistvu zelo pač želim v mislim se, ja, naprej, da bi bila neka nepremičnina, no. Sicer sem bila že blizu, da bi jo kupila, ampak zaenkrat še pač se še nisem odločila za to. Nisi odločila, se ti zdi, da mogoče ni ta pravi čas, ker zdaj, kot vemo, nepremičnine so kar izjemno drage, mogoče čakaš, da se malo cene ohladijo. Zelo so visoke, pa tudi mogoče bi prvo postavila fakulteto na prvo mesto in se mi zdi, da bi bilo to bistven korak za naprej. Torej najprej izobraževanje, potem pa investiranje, no, se to, kot je že prej rekla, ena velika investicija vate, ki se bo sigurno tudi obrestovala na dolgi rok. Super, torej nepremičnine bi rekla, da ti je bolj zanimivo, pa to, ko se pogovarjamo o nepremičnini, je to osebno, recimo, da bi živela noter ali bi jo imela kot dodatno, kot neko vrsto naložbe? Mislim, prva vrsta je sigurno, da imam jaz nekaj od tega, se pravi, naprimer, če je nepremičnina na morju, je to sigurno en plus, ki ga imaš, glede na cene dopusta, ki so zdaj. Mogoče pa tudi, da bi za kakšen mesec ali pa 2 oddala, da bi se v bistvu ti stroški potem povrnili, ampak bistveno je bilo to, da bi jaz pa ne moj partner oziroma družina imela nekaj od tega. Lepo, pravilno. Torej, kljub temu, da si bolj v gorah, bi imela nepremičnino na morju, ker več časa preživiš v gorah, ne? Kje pa na morju, si že kaj razmišljala o tem? Mislim, bila bi Hrvaška, ker se mi zdi, da so v zadnjih letih zelo napredovali v tej smeri. Okolica Novigrada oziroma Umag. Seveda, tako po slovensko in pravilno je blizu, ne? Tudi veliko Slovencev je dol, tako da luštna odločitev, no? Tako da tudi jaz bi se v to smer odločil, če bi imel to priložnost. Veš, kaj me pa zanima še malo, da greva na vrh skakalnice, no? Še malo na skoke. Kako si se pa ti počutila v bistvu prvič, ko si se podala v investiranje? Praviš, da prej si imela bolj denar, torej na varnem, bolj konzervativno, potem pa si se podala v svojo prvo investicijo. A bi lahko mogoče ta občutek, ko greš prvič v investiranje, primerjala s tem, ko stojiš na vrhu velikanke, gledaš dol v dolino? Sicer pred parimi meseci sva bila s kolegom Izidorjem, oziroma že pol leta poprej, na skakalnici v Mostecu, ne? Tam je Cene Prevc, ki je bil tudi prej na našem podcastu, Izidor je izval.
da naj premaga svoj strah pred skakanjem. Ne? Tako kot ga je cene pred investiranjem, da ga bo sedaj Izidor pred skakanjem. In ko sem ga gledal tam gor, ne, preden je skočil, res spoten, zadihan, srce udarjal, poln adrenalina, na obrazu mu je pisalo, da ga je res groza. Ne. In sem razmišljal, če je tudi pri tebi kdaj tako, verjetno pri skakanju niti ne toliko, zdaj ti rutina. Mogoče takrat, ko si preskočila 200 metrov na tisti velikanki, je bilo še tako ali ne? Pa če bi lahko to primerjala nekako z investiranjem oziroma s tisto prvo negotovostjo, preden si dala denar v neko investicijo. Ja, v bistvu je zelo podobno. Čutiš se sposoben za določeno stvar, da jo lahko narediš, ampak vedno moraš vzeti v zakup neko tveganje. Ampak ja, jaz mislim, da za določen uspeh je vedno potrebno, da vzameš, da lahko tudi kaj izgubiš, ne? Tako da se zavedaš, da lahko si izjemno dober, lahko pa tudi nisi. In to se mi zdi določeno bistvo, ki ga je treba sprejeti, in tako je pri skokih in tudi pri investiranju. Tako da ja, zelo dobro vprašanje in zelo podobne občutke. So tako, me veseli, da sem zadev. Potem res ne, brez tveganja tudi ni tistih nagrad, ne, največjih. Je to. Kaj pa te je pritegnilo k tem specifično, da si investirala v kriptovalute? Kako si se prvič srečala kaj s tem svetom? Ja, nekaj let nazaj sem slišala za kripto, sicer moram priznati, da v podrobnosti nisem šla. Se mi je pa zdela stvar zanimiva, predvsem iz tega vidika, da je moje mnenje, da je pametno imeti denar razporejen na različne konce. Tako da v bistvu to je bil eden izmed prvih razlogov, da sem se odločila za kripto. Pa ti je to mogoče kdo svetoval, si se sama to odločila, je bila kakšna oseba tukaj zraven? Ja, sem imela eno osebo zraven, ki je sigurno k temu pripomogla, in mislim, da bomo še naprej dobro sodelovali. Sem pa tudi že prej imela malo neke želje, da bi mogoče posegla po ta svet, predvsem zaradi neke radovednosti, ki jo imaš. To se mi je zdelo tisto ključno, ki me je nekako vleklo v to, da bi pa tudi jaz enkrat v to investirala. Zanimivo, ne, saj to je kar nova tehnologija, zanima te, kakšne so priložnosti tukaj, ne, kot si prej rekla, verjetno poznala bolj bančne storitve, ne, tista, kakšne sklade, mogoče potem nepremičnine, to, kar so naši starši investirali, ne, kriptovalute so pa zdaj ta novost, no, in tudi to sem te hotel vprašati, če ste kaj pogovarjali, mogoče so skakalkami, z drugimi skakalci, mogoče, no, Domen specifično, on zelo rad investira v kriptovalute, zelo v tem svetu, nam je tudi tukaj zaupal, tako da kaj se govori o teh zadevah? Pa niti ne, no. Bi si mogoče želela, da bi se včasih malo bolj, ampak ja, še vedno so finance po mojem mnenju nek tak oseben svet oziroma osebna stvar, ki jo mogoče vsak rad morebiti drži bolj zase. Je pa res, ja, da sem si pogledala oba dva podcasta, od Domna in pa Ceneta, preden sem prišla sem. Super, me veseli. Torej tudi že veš, kako oba razmišljata na to tematiko. No, očitno je nekaj pri tem, da smučarski skakalci imajo radi kriptovalute oziroma investiranje v finance. Zanimivo. Ema, bi priporočala ljudem mogoče, da najdejo neko vrsto finančnega svetovalca, imaš ti kakšne izkušnje sama s tem? Ja, mi smo bili v bistvu z ekipo pri Aljošu Zelniku, tako da on nam je zelo lepo predstavil določene stvari, kako finančni svet poteka. Tudi zdaj si lahko rečem, da se velikokrat spomnim na določene stvari, ki nam jih je takrat rekel, predvsem na določeno mero potrpežljivosti, ki jo moraš vzeti v zakup. Nobena stvar ni narejena čez noč, tako da ja, v bistvu tudi pri meni se mi zdi, da je bila ta stvar oziroma to izobraževanje neko ključno oziroma nek pomemben faktor, da si se odločila naprej za te.
ki ti neki klik naredi in potem si rečeš, evo, zdaj bi pa rada jaz tudi to naredila. Kaj pa je tebi pomembno pri financah? Radovednost, mogoče zaupanje, razpršitev, kaj pri naložbi te recimo prepričalo v to, da to je pa res zate? Mislim, na začetku je bilo sigurno neko zaupanje, ampak to, kar sem prej rekla, določeno tega ne moreš vedno vzeti. Zdaj se pa bolj držim neke razpršitve. Da imaš pač denar na določenih mestih, na večjih koncih in pa ja, potem se držiš tega, da bi pač imel čim več, ampak vsakič vedno vemo, da se lahko kaj pač zalomi, ampak tega se moraš zavedati in lepo mirno naprej. Seveda, pravilna potrpežljivost, mirnost in razpršitev, no, to so kar pomembni faktorji pri uspešnih vlagateljih. Tako da vidim, da si se kar veliko naučila, ne vem, ali sama, ali čez naše podcaste, ali od Aljoše, tako da čeprav si precej mlada, imaš že kar nekaj pojma in sem vesel, da si tako mlada začela investirati. No, to je kar super. Se ti zdi, da mladi mogoče drugače zdaj gledajo na investiranje kot starejše generacije? Poznaš še kakšne svoje starosti, ki se že na tak način... Pa bolj ne, no. Še vse ni to še tisti čas, ne, ki... Ne, da bi se zdaj lahko z sovrstniki pogovarjala o kripto, se ne morem, no. Ne. Nisi v te pravih krogih, moraš kaj v Trzin prideti. Ja, bi rekla, da je to ziher. Ja. Ampak ja, načeloma, no, se mi zdi, da ne vem, kako bi temu rekla. Eno je, da ni toliko denarja, eno pa pač, da mogoče ljudje nočejo lih določenega tveganja vzeti. No. To se mi zdi najbolj bistveno v teh časih. Torej, da so bolj konzervativni še vseeno. Ja, tako se mi zdi. Kako pa bi opisala svojo strategijo vlaganja? Rekla si že, da rada razpršiš, ampak iščeš neko dolgoročno varnost, mogoče neko stabilnost ali bolj kakšne višje donose? Zaenkrat sem zadovoljna s tem, kar imam. Tako da v bistvu bolj gledam na neko dolgoročno varnost pa neko stabilnost. Tako da s tem sem zadovoljna in bi rada nekako to ohranjala še naprej. Kdaj si pa prvič slišala za kriptovalute oziroma da bi se mogoče pa v to podala? Ja, 5 let nazaj je bilo, to je že kar dolgo časa. Takrat se mi je v bistvu zdelo nemogoče, da bi jaz v to vlagala. Tako da po eni strani sem pač zelo vesela, da sem nekako tudi sposobna, da v to dam in ja, da spremeniš. Sem vesela, no, da se lahko s tem tudi ukvarjam oziroma da je nek moj določen delež denarja v kriptovalutah. Kako si pa ti predstavljaš svojo prihodnost potem po zaključku športne kariere? Razmišljaš mogoče o kakšni drugi karieri, o podjetništvu, bi kaj rada še športom povezano delala mogoče? Ja, nekako se že zdaj malo s tem ukvarjam, zato ker v bistvu, tako kot sem že rekla, nikoli ne veš, da se bo kaj pripetilo. Malo me vleče v trenerstvo oziroma predvsem v bistvu bi rada določene izkušnje prenesla na druge. To bi bila zelo vesela. Je pa res, da je to zelo odgovorno delo in trenutno ne vem še, če bi za to poprijela. Glede na to, da pač so moji cilji že v športu tako visoki in sigurno v določenem trenerstvu bi tudi bili in nisem še povsem odločena, kam me bodo poti peljale po zaključeni karieri. Potem bi mogoče enega tacga zagretega oziroma zagreto tekmovalko rabila najde, da bi ga oziroma jo prijela v roke, da bi bila potem lahko tako uspešna, zagrizena, kot si ti. Ja, mislim, jaz bi predvsem iz tega, da tudi vrnem določen del, kar so ljudje vame dala. V bistvu iz tega vidika bi tudi postala trenerka, ker jaz sem zelo hvaležna vsem mojim trenerjem in vsem, ki so mi stali ob strani in to je
ne vem, so neki posebni občutki, ko pač veš, da ljudje stojijo za sabo in če lahko jaz nekomu to dam, je to, mislim, da je še to nekaj najbolj pomembnega. Zelo lepo. Evo pa še eno vprašanje, bolj tako kot zanimivost. Če bi morala si izbrati zdaj drugo poklicno pot, recimo, da šport ni šel, da skoki niso bile ta zadeva, ki bi te veselila, ali pa pač si se izbrala drugo zadevo, kaj bi te najbolj zanimalo, recimo? Srednjo šolo imam narejeno iz prehrane, kar se mi zdi za današnje čase tudi zelo pomemben faktor. Za naprej pa zdaj trenutno študiram psihologijo, tako da mislim, da je nekaj v tej smeri. Zelo mi je fajn določene stvari, ki se vedno spreminjajo, na primer psihologija je nekaj takega, ki je pač zelo kot neki plastelin in pa to mi je neki izziv, da je vsak dan, vsak teden, mesec nekaj novega in ne vem, mislim, da bom v temu tudi ostala pol. Okej, Ema, imaš za konec morda še kakšno lekcijo, kakšno zgodbo, ki si se jo naučila o financah, o denarju, ki bi jo delila z nami, ti kaj pade na pamet? Predvsem to, da je vedno lepo biti skromen in se zavedati, da z majhnim še vedno lahko preživiš, lahko se imaš fajn. Je pa na koncu tudi nekaj, kar želiš doseči, zelo pomembno, tako da neki višji cilji sigurno prevladajo in ne si bati novih izzivov, jaz bi tako rekla. In pa tudi tveganj, če se tako vzame. Ne se bati visokih ciljev. Ja, oboje. Lepo, lepo. No, preden pa zaključiva, zdaj pa res, kaj bi svetovala mladim športnikom, mogoče tistim, ki razmišljajo o vlaganju, mladim športnikom, mladim vlagateljem, na kaj naj bodo pozorni, na kaj naj pomislejo? Sigurno je treba biti potrpežljiv, denar je treba varčevati, nič ne pride čez noč. In mislim, da je to ena bistvena vrlina. Vsaka stvar se zdi nekako mamljiva, ko vidimo ene evre, dolarje. In mislim, da nas to ne sme premamiti, treba je biti skromen, se pa pač zavedati, da lahko se pa vedno da kaj ustvariti, če si potrpežljiv. Torej, treba imeti neko spoštovanje do denarja, ne? Ja, in tudi pametno z njim delati. Tako. Super. Ema, najlepša hvala ponovno za tvoj obisk. Želim ti pa res čim več uspehov v karieri še naprej, ter pa čim več donosov v tvojih naložbah. Hvala, tudi vam.